Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Prva etapa bo na nek način edinstvena, ker so vključene v tekmo 4 države. Štart v Sloveniji, potem pa najbolj, da kar pogledamo traso. Štart v Murski Soboti, Puconci, prvi del pa celotna etapa ni težka. V prvem delu gremo čez Avstrijo, vrnemo se potem nazaj v Slovenijo. Na vrhu imate tudi profil, ki je etape, ki je nezahteven. Nekaj več kot 1100 višinskih metrov bojo morali tekmovalci prevoziti. Pred Lendovo bo karavana kolesarjev vodila tudi čez Madžarsko. Na nek način se nam je zdelo edinstvena priložnost, da obkrožimo vse sosednje države. To smo nazadnje kot organizatorji naredili leta 2004, v tretji etapi pa gremo tudi preko Italije. Edini gorski cilj, Jeruzalem, potem pa preko hrvaške občine Cestica, kjer pozdravljam predstavnico občine za naš prihod. Vrnemo se preko Zavrča v Slovenijo in Markovci, Gorišnica, Ormož in potem pa zaključni krog okoli Ormoža. Seveda se predvideva, ker profil etape ni težak, se predvideva šprint. To je še profil etape. Najdaljša etapa letošnjega tura, nezahteven profil, vključene pa vse 4 sosednje države. Mislim, da novinarji boste več lahko izbrskali o tem, ali to že kdo naredil ali ni. Mi tega podatka nismo dobili. Druga etapa, na nek način štajerska klasika, ki pa ima kar nekaj vložkov vmes. Štart držalcev, prvi del trase je na nek način nezahteven. Potem sledijo Braslovše, Šmartno, Paki, Šoštanj, profil imate na vrh. In pa ta del smo vozili tudi zadnje 2 leti, potem pa se vrnemo preko Vojnika v Celje, ki je tradicionalni partner dirke. In tokrat gremo preko Celjske koče iz Laškega, torej klanec, ki so ga kolesarji že vozili leta 2018, ko je ta etapa na Celjskem gradu dobil Uran, pa mislim, da je bil drugi Roglič. Zavit spust, Štore in potem pa tehnično zanimiv, predvsem ozke ceste, veliko manjših posponov. Največkrat se je v Rogaški Slatini vedno zgodil šprint glavnine, mogoče pa bo letos drugače, prav zaradi tega vzpona na sredini etape, ki je kar zahteven. In vkolikor bodo tekmovalci, ki bodo spredaj zagnani, bo težko loviti glavnino. Tretja etapa, izredno razgibana, od Ljubljane do Nove Gorice. Etapa 160 km. Če damo nazaj,
160 km etapa, ki bo na nek način že pokazala prve obrise za tiste fante, ki bodo na koncu oblekli zeleno majico tudi na glavnem trgu, tiste glavne favorite. Prvi del nezahteven, čez Vrhniko, potem Kalce, sledi spust v Ajdovščino, potem pa Kras, del Krasa, prvi prihod v Novo Gorico, sledi vzpon na Ravnico. To je en del vzpona, ki smo ga že vozili leta 2021. Potem sledijo Goriška Brda, izredno taka tehnična gor-dol trasa. Vrnemo se nazaj preko Italije po trasi, kjer je pred 2 leti vozil tudi Giro. Prek čez cilj, ki bo na Kidričevi cesti v Nove Gorici, in pa še vzpon na Ravnico in potem cilj v centru Nove Gorice. Etapa, ki je nezahtevna v prvem delu, potem sledi vzpon na Rolo. Idealna priložnost za kakršnekoli pobege. Spet ravninski del. Vzpon po domači na Katarino, ki smo vozili že lansko leto. Potem gremo proti Škofji Loki. Nad Škofjo Loko vzpon na Čepulje, potem pa dolg ravninski del do Kamnika, preden kolesarji začnejo z vzponom proti Krvavcu. Dirka po Sloveniji je že imela svoj zbakar, ki so na cilj na Krvavcu, ampak takrat smo končali v imenovanih jezercih. Zdaj pa gremo vse do vrha. In vzpon je kar dolg in pa zahteven, tako da bom tako povedal, malo je takih vzponov v Sloveniji. Tekla etapa, najverjetneje, če lahko ugibam, cilj na glavnem trgu v Novem mestu. Pravilno si ugotovil, ker letos 30. dirka je normalno, da je cilj v Novem mestu. Ta etapa bo na nek način dolenjsko obarvana, predvsem pa zadnji del, štart v Šentjerneju, ki se v dolgem času vrača kot partner dirke. Gremo proti Novem mestu, se pravi otočec mimo Novega mesta, Trebnje. Potem pa trasa, po kateri sem prepričan, da je večkrat kolesarjev in kolesarjev tudi domen. Šentrupert, Mohronok proti Sevnici. Sledi Krško. Prvi del trase je nezahteven, dopušča možnost raznih pobegov. Potem pa od Krške naprej od Kostanjevice naprej pa sledi kar zahtevna trasa. Veliki Ban prvič na dirki, spust v Šentjernej, potem vzpon čez Tolsti vrh, Velike Prosnice. To smo že delali leta 1993. Glavni trg in potem zaključen vzpon čez Trško goro in pa v cilj. Trasa predvsem v zadnjem delu je kar tehnično in tekmovalno zahtevna. Seveda pa, če domen pozna, bo znal o tem kaj več tudi povedati.
Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Torej, letošnja dirka traso ste videli skupno 840 km pa pol v 5 dnevih, 12.445 višinskih metrov, kar je za okoli 25% več kakor leta 23 in pa leta 22. Se pravi, je 30. dirka težja kakor lanskoletna. In najbolj, da preverimo še ekipe, ki bodo nastopile na letošnji dirki. Imamo 6 ekip iz svetovnega razreda World Tour, Bahrain, Victorious, Bora Hansgrohe, EF Education, Team Jayco Lula. V Bahrainu pričakujemo seveda Mateja Mokoriča, pri Team Jayco Lula Luka Mezgec. Postavo za UAE bo najbrž Domler razkril, francoska ekipa Groupama FDŽ. Potem imamo pa kar 11 ekip iz prokontinentalnih nivoja. Slovenske 3, Adrimobil, Ljubljana, Gusto, Santik, Sava, Kranj. In pa potem 2 tuje kontinentalne ekipe, Pierre Baguette in pa Santik Liberty. Če govorimo o 30. dirki in je nek jubilej, lahko rečemo, da je tudi, če v vsaki ekipi vozi 7 tekmovalcev in na štartu bo 154 tekmovalcev, kar je tudi rekordna številka v 30 izvedbi dirke po Sloveniji. Potrudili smo se maksimalno, da pripeljemo za 30. dirko močno konkurenco in najbrž potenciramo več. Če pa pogledamo zgodovino, tisti črno-bel posnetek, pa takrat, ko sta dirkala Jure, pa jaz, pa še prej, najbrž si nikoli nismo mislili, da na 30. dirki, da bo taka konkurenca.